Tale oddaja Mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi in srkaj z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Dober večer. Nocoj bomo v oddaji za mlade v ospredje postavili dve vsebini. Prva čaka že dlje časa na medijsko objavo. Pogovor s predstavnikom podeželske mladine o priložnostih življenja in poslovnega okolja na podeželju sva govorila, pa o inovativnih pristopih in tudi o vse bolj perečem vprašanju ter izzivu duševnega zdravja med mladimi. V sklepnem delu oddaje pa povabimo na koncert izjemnega dekliškega zbora Svetega Stanislava to nedeljo 6. oktobra. Ker je zbor šolski, se v njem vsako leto zamenja tretjina pevk. Generacija, s katero so ustvarile veliko nepozabnih glasbenih spominov, se poslavlja. Prihajajo nove pevke, pred katerimi se vrata v svet glasbe šele odpirajo. Vabijo, torej to nedeljo ob 19. in obljubljajo lep večer. Vstop je prost. Ostalo pa izveste v pogovoru, ko se nam bo v studiu pridružilo ob dirigentki Heleni Fojkar-Zupančič, zborovodkinji, še nekaj mladih pevk. Prijetno poslušanje želimo na Radiu Ognjišče. Mladoskop. Martin Žbogar, podpredsednik Zveze slovenske podeželske mladine. Pozdravljeni najprej. Dober dan. Obkroža naju mladost in kako aktivni ste mladi podeželske ali mladi podeželja? Aktivni smo precej. Mislim, da če živiš na podeželju, pač imaš nek tak aktiven tempo življenja, vedno se nekaj dogaja. Moram reči tako, na splošno smo več ali manj podeželani precej aktivni. Veliko nas prihaja tudi z kmetij. Vemo, kako pač izgleda življenje na kmetiji, vedno je treba nekaj delati. To delo, drugo delo, vedno v gibanju. Martin, v zvezi ste z katerega konca najbolj številčni mladi? Kje je ta razvoj podeželja, v ozadju katerega ste mladi, najmočnejši, najbolj aktiven? Tako, če bi gledal direktno naše člane, odkot prihajajo, bi rekel, da smo najbolj aktivni v celjski regiji, pa v osrednji slovenski regiji, ampak to še ne pomeni, da drugod po Sloveniji mladi nismo aktivni. Je veliko takih mladih podeželanov, ki živijo na podeželju, ampak niso pa recimo aktivni v naši organizaciji. Bi bil verjetno tudi potencial, da bi lahko tudi še veliko takih aktivirali in da bi se naša organizacija še okrepila na ta način. Vaš pristop do kmetijstva, do načina kmetovanja, ne gre samo za prenos tradicije, ampak vi vnašate tudi novosti, nova znanstvena dognanja. Nenazadnje se izobraženost mladih kmetov zelo, zelo dviguje. Ja, seveda. Mislim, da je tisti mladi, ki prevzema kmetijo, bo najprej poskrbel za to, da je dobro izobražen, za to, da je lahko tudi svojo kmetijo, svoj posel pelje kot je treba, da so pač finančno vzdržni oziroma dohodni posli. To je pač zelo pomembno in lažje se dela, če se pač mlad najprej usmeri v to, da dobi znanja, tudi izkušnje veliko štejejo, potem na ta način lažje potem dela na svoji kmetiji, da je kmetija uspešna, da lahko od tega normalno živi on in njegova družina. S kakšne kmetije ste vi in zakaj imate radi kmetijo? Vam je to tudi vaša vizionarska pot prihodnosti? Osebno prihajam iz gorske kmetije na Tolminskem. Doma se ukvarjamo z rejo krav molznic. Sem kar navajen precej fizičnega dela, ker treba je obdelati te naše bregove, tako da je mogoče malo bolj zahtevno kot tisti, ki živijo na ravnini, bom rekel, ampak seveda imamo vsak svoje tegobe. Če pa se usmerimo v to, kakšno vizijo, pač mislim, da je treba to ohranjati, predvsem zato, ker če že gledaš, naši predniki vsi so se trudili, da so to našo pokrajino ohranjali obdelano. Pa tudi, če pogledamo konkretno mojega očeta, ki je pač našo kmetijo spravil z tega, da je bilo par krav v hlevu za domačo uporabo, pa do tega, da zdaj to tržno pridelujemo. Zdelo bi se mi škoda, da bi vse to vrgel proč. Je pa tako, da imam še enega brata, ki je tudi precej zainteresiran za kmetijstvo
To seveda ni problem, vse se da, mogoče bi lahko celo skupaj peljala naprej zadevo, pa se pač zmeniš, kdo bo, kdo ne bo. Vsekakor pa vem, da tudi če sam ne bom ostal na kmetiji kot gospodar, se bom vedno rad vrnil, če bo potreboval pomoč, bom vedno rad šel nazaj, ker je pač to je tudi bistvo, da kmetija ni nek posel, kodr delaš 8 ur in ni samo tisto, ko zaposlen dela, ostali pa ne. Kmetija je drugačna zadeva službe, ko pač sodeluje celotna družina, tudi mogoče, če ti več tam nisi doma, če gledam recimo moj stric, ki ni doma, pa pride zelo rad pomagati in mislim, da je to prava pot, da si še vedno povezan med sabo, si pomagaš in tako tudi ohraniš zelo dobre odnose. Kakšni so ti razvojni trendi ali ti premiki? Podobno, kot če bi primerjali strukturo vseh kmetij, ki imamo v Sloveniji. Glede na to, da imamo precej travnatih površin, tu potem prevladuje živinoreja, te panoge prednjačijo in podobno je pač tudi, če gledamo naše člane podeželske mladine. Dobimo pa vsega. Poljedelce, hmeljarje, sadjarje, vinogradnike, živinorejce. Je pa tudi veliko takih, ki so samo podeželani, niso s kmetij doma, ampak vseeno čutijo neko pripadnost podeželju, so začutili pač to pripadnost med nami in so zato radi del nas. Kakšne so vaše akcije? Akcije je veliko. Najprej imamo te tradicionalne vsakoletne dogodke, največji med njimi je državne kmečke igre, to je največji dogodek, ki ga organiziramo. Člani so društva. Recimo prejšnje leto je eno društvo zmagalo te kmečke igre in naslednje leto to društvo v sodelovanju z nami, z zvezo, potem organizira kmečke igre. Enak sistem je tudi pri državnem kvizu Mladi in kmetijstvo, ki ga potem še skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico organiziramo, tradicionalni slovenski zajtrk. Potem na vsake 2 leti izvajamo projekt, ki se imenuje Inovativni mladi kmet, to je izbor nekih kmetov, ki pač imajo vizijo za nekaj več, inovativne ideje in se potem na tem projektu izbira, kdo je tisti, ki je res naredil nek korak naprej, nekaj novega, nekaj inovativnega. Tako. Potem na 2 leti ravno tako izvajamo projekt, ki se imenuje Najprojekt. Tu pa se prijavljajo društva, ki so v zadnjih 2 letih izvedli inovativni projekt, mogoče z drugačnim pristopom. Ni samo to, da so ta projekt izvedli, pomembno je tudi, kdo vse se je za ta projekt povezal, recimo koga vse so vključili, tako da res gledamo, da je zgodba čim bolj celovita. Na vsake 2 leti, poleg tega projekta Najprojekt, izbiramo tudi najprostovoljca podeželske mladine. To je pa nagrada za prostovoljce, ki je v teh 2 letih dal veliko, da je bil aktiven kot prostovoljec, pa ne samo pri podeželski mladini, lahko tudi pri drugih organizacijah, recimo ne vem, pri gasilcih, športnih klubih, ne vem, karkoli pač že obstaja. To so recimo naši glavni vsakoletni projekti, potem je pa še veliko drobnejših projektov. Je pa tudi tako, da izvajamo projekte tudi malo bolj celovite, velike, tudi na daljše časovno obdobje, recimo časovno obdobje 2 let, pa mogoče potem ga nadgrajujemo z novim projektom, recimo trenutno se precej ukvarjamo z duševnim zdravjem. To v bistvu projekt traja že, oziroma več projektov, ki na to temo traja že, mislim, da kar pred 4 oziroma celo 5 leti se je to začelo, pa in se še kar nadaljuje. Tako da delamo predvsem na temu duševno zdravje na podeželju, mogoče je to tema. Dolgo časa je bila to tabu tema, pa se jo potem zdaj proba izpostaviti, pokazati, da to je problem. Predvsem zdaj smo delali na duševnem zdravju žensk, ki je spet taka res občutljiva tema, ampak je pa zelo pomembna. In tako pač nadaljujemo tudi s tem naprej, pa tudi še potem drugi projekti, taki mogoče manjši, kakor je, malo gremo. Če dobimo neko priložnost, se pač usedemo, odločimo, da je to pomembno, da se nam zadeva dopade, bi šli v to in potem se to odločimo. Če se odločimo, potem gremo to s polno para v to, da res izvedemo zadeve, kakor je treba. Mladoskop. Martin, zdaj, ko vas poslušam, sem sama zazrta v pano, pa tudi v vaše promocijske mikice in ostala oblačila z gesli Iz malega raste veliko, delo krepi človeka, pa vendarle se mladi soočate tudi s težavami, ki so sicer globalno zelo prisotne, torej duševno zdravje, ta izguba smisla. Kako da prihaja tudi do tega? Ker seveda niste imuni do vseh teh globalnih svetovnih izzivov, novih tehnologij. Kje je problem, kje je treba imeti večji posluh, oziroma kako vas podpreti? Osebno vidim, da
je tudi težava v tem, ker je to neka tabu tema, o kateri noben noče govoriti. In zato tudi nekdo, ko ima tako težavo, si misli, saj jaz nisem nobenega slišal, da bi kdo to imel. Očitno sem samo jaz ta, ki ima ta problem, in potem si ta človek tega ne upa povedati ven. Ne upa si nobenemu povedati. Mogoče je v tem problem. Veliko ljudi je s takimi težavami, ampak vsak si misli, nočem izpasti, ne vem, šibek v tem smislu, ja, potem zato tega tudi ne pove. Je pa zelo pomembna tema. Se tudi med sebojno podpirate, je že to veliko, če je del podeželske mladine, kjer dobiva to podporo, vam te teme niso tabu, se soočate s podobnimi izzivi in imate vsaj razumevanje, če že ne pravih odgovorov, kako naprej v nek boljši svet v jutri. Mislim, da se pozna že to, da se mi to povezujemo. Med sabo smo res dobri prijatelji. Da se to zelo pozna, ko si ti dobri prijatelj, si zaupaš med sabo in je že človeku lahko pol lažje, ko samo pove, da nek problem ima. In je zato pomembno, da se povezujemo, da smo skupaj in da si lahko zaupamo tudi take teme, ki niso najlažje. Kako privabiti druge mlade in kako privabiti tudi zanimanje za proizvode njegove kmetije, nekateri se za turizem odločajo. Kakšna je realnost? Nekaj je ideja, drugo pa je, če ti okolica prisluhne in te tudi podpre finančno. Mislim, da se v zadnjih letih izboljšuje. Recimo, če gledamo po povpraševanju po lokalno pridelani hrani, samo opažam, ja, da je pač nek porast povpraševanja. Poleg tega se mi zdi, da je tudi mogoče že smo v tej fazi, da pridobivamo tudi neko spoštovanje do našega poklica strani ostale javnosti, bom rekel. So pa ja, izzivi vedno so, kako ti nek svoj produkt prodati. To je največji izziv, ker ste že povedali, da je potem kmetija rentabilna, da se da dostojno živeti. To je pa potem zelo različno, kako se ljudje znajdejo. Bi pa spet poudaril, da je tu pomembno to, da smo mi povezani, se poznamo med sabo in takoj lahko nekoga vprašaš, aha, ta ima podobno kmetijo, kakor jo želim jaz vzpostaviti, pa ga vprašaš za mogoče na svet, greš k njemu na ogled kmetije, pa tako vprašaš, kako on dela, pa tam dobiš neke ideje, seveda še boljš, če greš na več takih, ali pa mogoče tudi neko drugo branžo pogledaš, kako nekdo deluje in potem na ta način dobiš tudi ideje za svojo kmetijo, za svoje trženje in si na ta način precej pomagaš, da lahko potem tudi zaženeš svojo prodajo, svojo kmetijo. Dovoliti si drugačnih izkušenj, tudi ko je dopustniški čas ali ko imamo nekaj prostih dni, pomislimo pogosto ali hribi ali morje. Kaj ko bi bila naša navada, da bi enkrat letno obiskovali kmetijo? In tu kmetije z dodatnimi dejavnostmi velikokrat nudijo posebna doživetja, ta stik z naravo, stik z zemljo. Se vzporedno z vse večjo ponudbo kakovostne lokalne hrane prebuja še vzporedno tudi turizem. Kaj pa to področje, koliko Martin pri zvezi razmišljate o tem? Da bi prav kot zveza razmišljali na ta način. Večino društev vsako letno organizirajo neki izlet, grejo pogledati neko kmetijo, primere dobre prakse, potem je to pač, ker je to izlet, ni strokovna ekskurzija, potem to pokombinirajo še recimo s kakšnim mogoče muzejem, drugo turistično znamenitostjo, potem pa se največkrat se na koncu, ker je to celodnevni izlet, se potem ustavijo na kakšni turistični kmetiji, velikokrat pri kakšnih naših članih in potem tam v bistvu zaključijo svoj izlet z večerjo, glasbo, plesom. In tam se verjetno snujejo kakšna butična doživetja. A je prihodnost tudi na podeželju zanj? Mislim, da je butični turizem zelo pomemben za ohranjanje podeželja, predvsem kmetij, količino, ki jo pridelajo, ne morejo biti rentabilne. Potem pa nek tak turizem, butični turizem prinese dodaten vir zaslužka, da se potem da recimo od tega živeti. Poleg tega butični turizem je ena od možnosti, druga možnost pa je recimo tudi lastna predelava, da svojim pridelkom svoje pridelke pridelaš, potem jih predelaš in s tem dodaš neko dodano vrednost in se potem tudi recimo, če samo s pridelovanjem, ne vem, bom rekel konkretno mleka, pač ne moreš preživljati, da rečeš recimo v to, da predeluješ, temu dodaš dodatno vrednost in se potem da od tega živeti.
Martin Žbogar, sem nekoliko v sanjah, če rečem, da se je začel zdaj dogajati ta preobrat, morda zelo na potiho, ne tako izrazito. Včasih so se iz podeželja selili v mesta zaradi razvoja industrije, novih delovnih mest, morda udobnejšega življenja. Kaj pa zdaj se ta trend obrača? Je še prezgodaj, da to rečemo, ste le posamezniki. Kaj je s tem trendom? Jaz bi rekel tako, jaz upam, da se ta trend obrača. Da bi pa rekel, da ga je že opaziti, osebno tega še ne vidim. No. Ker poznam pač precej mladih tudi iz moje okolice, ki pač se selijo v mesta in tam ostajajo. Se pa tudi to dogaja, da se kdo iz mesta preseli recimo tudi v naše konce, ki so malo bolj odročni. Približno enako število, ki gre ven, pride tudi nazaj in pridejo drugi nazaj. Tako da je mogoče zdaj tak trend, lahko tudi nimam prav, to je moje osebno videnje, ampak bom rekel tako, kot sem že rekel, ja upam, da se pa ta trend bo začel dogajati. Ni pravil, trenutno so te zgodbe zelo odprte. Stvar posameznika, kje in kako se znajde. Ja, res je, ja. To je res zelo odvisno od posameznika. Vsak je svoja zgodba zase in vsak se znajde po svoje. Ampak kako, Martin, verjeti vase in sebi in svoji viziji? Kako boste sledili temu, tudi če vas ne bo podprla ne država, ne okolje, ampak kje črpate, da vztrajate? Zaupati moraš v to, da kar delaš je prav. Zato pa je pomembno to, da se kmetje izobražujemo, da res vidimo, da je naša pot, ki smo si jo začrtali, pravilna. Mogoče še zmeraj premalo zavedanja, v bistvu kaj sploh kmet dela za družbo. Prvič je to, da prideluje hrano, ker pač brez hrane ne moremo. Drugič je pa tudi ta zelo pomemben vidik, da je naša krajina še zmeraj obdelana, ker če ne, naša dežela ne bi bila tako privlačna, kot je, ker je pač dežela obdelana prav zaradi nas kmetov. Ja, s tolminskih koncev ste in vam želimo, da bi res živeli lepo zgodbo, da bi vas sonce tudi v simboliki v življenju čim večkrat obsijalo in vam kazalo pravo pot, čim manj senc za vami. Hvala za ta pogovor, Martin Žbogar, in uspešno tudi pri vašem delu podpredsednika Zveze slovenske podeželske mladine, na uspešne projekte še naprej in hvala za ta čas. Hvala tudi vam za povabilo. Mladoskop. 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 Son
Ta na Solbici je avtorska skladba Sama Vovka. Združuje elemente rezijanske ljudske glasbe s sodobnejšimi ritmi in harmonijami, nekakšna poroka med ljudskim in novodobnim glasbenim pogledom. Skladba je bila napisana za ženski pevski zbor Karmen Manec Kranja, ki je z 2 izvedenima skladbama, in ena je bila prav ta na Solbici, prinesel Sloveniji prvo evrovizijsko zmago na tekmovanju zborov leta 2017. No, zmaga je takrat zelo odmevala. Mi pa smo jo slišali v izvedbi dekliškega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, ki nas to nedeljo vabi na letni koncert. Skop. Ob dirigentki Heleni Fojkar Zupančič, zborovodkinji, še nekaj mladih pevk. In najprej morda, gospa Helena, vam predamo besedo, da nam opišete, zakaj je z začetkom akademskega leta zelo pomemben mejnik tudi za vaš zbor. Lep pozdrav. Vsako leto ob začetku šolskega leta z dekliškim zborom svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije priredimo letni koncert. Ta letni koncert je za nas pomemben zato, ker se na njem poslovi generacija pevk, ki so sedaj pravzaprav že študentke, in v zbor sprejmemo letošnje novinke, pevke iz 2. letnika. Namreč v tem zboru lahko dekleta pojejo samo 3 leta od 2. do 4. letnika in to pomeni, da se vsako leto v zboru zamenja 1/3 pevk. In zato je ta koncert za nas tako pomemben, ker je tudi čustven, ker se poslavljamo, ker se nekaj starega zaključuje in odpiramo vrata nečemu novemu. Zdaj pa dekleta, najprej katere generacije ste, poslavljajoče ali ste kot pravi Helena, vi ste zdaj to jedro. Najprej se nam pa predstavite. Jaz sem Zala Jeseničnik iz 3. letnika, v zboru pojem alt 2 in se še 2 leti ne bom poslovila od zbora, tako da sem v jedru. Jaz sem Anca Novljan iz 4. letnika, pojem sopran 2. Bom s tem koncertom vstopila v poslavljajoče leto. Jaz sem Ana-Lina Lenarčič, pojem sopran 2 in sem iz 3. letnika. Jaz sem Gaja Helena Luin in sem tudi maturantka, pojem tudi sopran 2. Kot je že gospa Helena povedala, vaša zborovodkinja, to je precej čustven koncert. Kakšne močne vizije vzpostavite med seboj, dekleta, malce v vašem razpoloženju v zboru? Mislim, da je zbor zelo povezan, vsa dekleta se imamo zelo rade, poleg tega imamo tudi vsaka svojo zborovsko mamico in babico, da se še bolj povežemo, in ko odide 1/3 zbora, mislim, da je kar težko jim reči adijo. V kakšnem pomenu vse se podpirate med seboj? Kako ste drugi opora? Ne vem, če ima kdaj kakšen slab dan, si pa kakšno lepo besedo namenimo ena drugi, ali pa tudi kdaj, če kaj v zboru rabimo, si pomagamo. Pa tudi starejše pevke so ti vedno na voljo in s pomočjo izven zbora in za pomočjo za zbor. Če rabiš kako pomoč pri notah ali pa za kakšne stare teste, se tudi povezujemo z višjimi letniki. Nastopi vaši so zelo kakovostni, ne samo, da je treba obvladati vokalno tehniko, tudi koreografijo s celotnim telesom dostikrat izražate to, kar tudi pojete. Česa vsega se naučite v zboru? V čem vse ste zrasli? Kakšne izkušnje ste pridobile? Meni se zdi, da je veliko deklet postalo bolj samozavestnih oziroma postajo bolj samozavestne. Ko prideš prvič na vajo, si tak majhen drobižek, ki si ne upa niti ust odpreti. Na koncu pa postaneš neka elegantna, samozavestna ženska. Zbor zelo dela na naši celostni rasti, tako torej glasovno, kot tudi človek. Tudi na osebnostnem nivoju. In kako se to zgodi, ker vendarle pesem je v središču? Kako da se zgodi še vse to ostalo? Kaj vas tako močno nagovarja, da odprete dušo, se raziskujete skozi pesem, glasbo, sodelovanje, prilagajanje? Pač skozi glasbo meni se zdi, da tudi vidiš, česa si zmožen, ko prek recimo vokalne tehnike, ko vidiš, kako napreduješ, ko ti nekaj uspe in si ful vesel. Imamo kar nekaj vaj in mi to bolj pomaga, da se tudi bolj organiziram v mojem privatnem, v življenju glede šole in usklajevanje vseh obveznosti. Gospa Helena, spremljate toliko generacij zapored. Kaj se zgodi, da skozi delo pri vokalni tehniki, skozi sodelovanje v zboru, skozi prilagajanje, da iščem svoje mesto, kaj se zgodi v teh mladih osebnostih? Ja, glasba je umetnost, ki nagovarja neposredno naša čustva, ne? In gre pravzaprav mimo možgan. Hkrati je pa to tudi umetnost, ki jo izražamo s svojim telesom in naše telo je inštrument,
naše srce, naša čustva in naš duh, je pa pravzaprav medij, ki vse to omogoča. Vidim, ko ste spraševali ta dekleta, one se še ne zavedajo, kaj se pravzaprav v njih dogaja, ker so sredi tega procesa. Ampak ko opazuješ oddaleč, ali pa one, ko bodo z razdalje pogledale na to, bodo lahko ozavestile. Namreč to na neki nezavedni ravni jih odpira, jih povezuje s presežnim. Hkrati jih povezuje z njimi samimi, z njihovim telesom, ker v današnjem času človek zelo izgublja stik s telesom, vse se dogaja v glavi in to prizemljenost, ta občutek, stik s telesom, to ravno preko petja razvijajo in gojijo. In eno prizemljeno telo lahko nosi duha, ki sega visoko, ki sega preko čutnega, vidnega in jih odpira na duhovni ravni. In mislim, da je ravno to tisto, kar se v teh ključnih njihovih letih dogaja, da potem zmorejo vse te presežke in v osebnostnem smislu in v glasbenem smislu dosegati. Kako se pripravite na to nosilno vlogo? Zdaj ste jedro, niste več začetnice, poznate, kako živi in dela zbor in vsem novim ste zagotovo pomembne vodnice. Kakšna je ta vloga? S to odgovornostjo, s čim ste zgled? Zdaj mi, ko smo v 3. letniku, vsaka dobi svojo hčerko, za katero še posebej pazi, jo čuva in v zboru in izven zbora, ji pokaže, razkaže zbor, predstavi nove ljudi, poveže v šoli. Vedno, ko se srečamo tudi na hodnikih, se mi zdi, da se res pozdravimo in to ne samo tako živijo, ampak da res nekaj pomeni. Pa tudi počutiš se tako varno, ker vedno veš, da se lahko na nekoga obrneš, nekoga, ki je posebej za tebe zadolžen in se je javil zobo tvoja mamica in je zdaj tu za tebe. Se pa tudi fejst povezujemo, tako se mogoče ne bi drugače v šoli z višjimi letniki, tako pa res prideš v stik z puncami iz vseh letnikov in različnih družb in naredimo neko svojo novo družbo, novo skupinico in tako nova prijateljstva in je res bolj dobro. Res je zanimivo, ko se tudi povežeš s kom, ki si mogoče kdaj ga sreča na hodniku, pa si res ne misliš, da boš kdaj spletel kakšno tako globoko vest, kakor pol nastane. Še posebej zdaj se mi zdi, da se vidi na tem prehodu, ko sprejemamo in oddajamo, da smo zelo povezane tudi, ne vem, s delove študentkami, da smo sem zaželela vsa sreča, ki so vstopile v novo študijsko leto. Potem pa tudi ta materinska vloga, da ta male, ki nas zdaj gledajo zelo tako prestrašeno, da jih vzamemo in rečemo, saj mi smo bile tudi na začetku tam, kot ste vi zdaj in bomo skupaj prišli do tega, da bomo skupaj en čudovit zbor. Pa pride fejst naravno, ko prideš prvič v zbor in se ti počutiš tako malega, pa da ne spadaš čisto tja in pol tako res naravno pride do tega, da si lahko ti opora eni, ko pride na novo. Se sploh ne zavedaš in pol kar naenkrat. Opremite se za nastop na odru, vemo pa, da je življenje oder, kjer je treba nastopati, se odzvati, poznati to modrost, kdaj spregovoriti, na kakšen način, kdaj pa molčati, dati prednost drugim. Vsega tega se učite, česar se zdaj morda v polnosti še ne zavedate, ampak kot pravi gospa Helena, to vas bo verjetno preplavljalo po obrokih, potem naprej skozi življenje. Kaj v koncertu? Pripravlja se program, ki ga zelo skrbno pripravljamo že skoraj 1 leto in se mi zdi, da bo na koncertu veliko različnih skladb, različnih, kako bi temu rekli, zvrsti, tako različnih zvrsti in da bo ena lepa paleta vsega, za kar smo delali 1 leto zdaj. Pa se mi zdi, da se tudi fejsti žareva, kako je nam všeč glasba, ko jo pojemo in upamo, da bo tudi poslušalcem. No. Vabljeni ste to nedeljo, 6. oktobra ob 7. zvečer v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja. Poleg slovenske glasbe bomo predstavili tudi tuje avtorje, večinoma iz klasične zvrsti, nekaj ljudskega, nekaj gospla in pa sodobne zborovske glasbe in seveda tudi tradicionalno. Začnemo od slovensko ljudsko Bogdaj, Bogdaj in potem zaključimo z solbico, te nekako ne moremo izpustiti, vsaka generacija znova jo želi peti in je ne želijo izpustiti z programa in na koncu z roko v roki zamer, tako da nekaj takšnega bo, kar naša zvesta publika že pozna in seveda tudi odraz našega letošnjega celoletnega dela. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala za pozornost v oddaji Mladoskop, ki sem jo posnela in uredila Nataša Ličen. Želim še naprej lep in prijeten večer.
mladostna frekvenca.